Spoštovane gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Na glas. Nocoj gostimo predstavnike iz občine Majšperk. Kako je tam živeti, kako je s kmetijstvom, kako je s gospodarstvom, kakšne projekte se grejo, vse to bomo danes govorili o tej oddaji. Zato lepo pozdravljam županjo občine Majšperk, Darinko Fakin. Potem z nami je tudi Tanja Leskovar, predsednica Turističnega društva Ptujska Gora. Dragomir Murko, predsednik odbora za zaščito in reševanje ter dolgoletni predsednik Gasilske zveze Majšperk. In pa Matic Šinkovec, direktor občinske uprave občine Majšperk. Lep pozdrav vsem skupaj. Veselje nam je, da bomo govorili o vaši občini in na začetku bi kar vas, gospa Fakinu, vprašal, s čim se najraje predstavljate, s katero povedijo, ki jo ponosno izrečete o vaši občini? Seveda teh je več in se nanašajo na različna področja, sicer pa vedno povemo, da smo občina prijaznih ljudi, ki ima tudi veliko kulturno-zgodovinskih spomenikov. Seveda v naši občini je tudi biser gotike, to je cerkev Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori. Potem imamo pa še številne druge kulturno-zgodovinske spomenike in seveda tudi veliko društev, ki aktivno delajo in seveda, ki se predstavljajo, lahko rečemo, praktično na vseh področjih. No, vidiš, na kratko smo zdaj dobili eno takšno sliko, mogoče še za tiste, ki ne vejo, kje občina Majšperk je, da vemo. Občina Majšperk torej zajema kar 3 krajevne skupnosti, Ptujsko Goro, Majšperk in Stoperce. Je v nadaljevanju občine Kidričevo, ki je ena soseda, druga soseda je Slovenska Bistrica, potem je soseda Makole, Rogaška Slatina, Rogatec, Žetale, Podlehnik in to so v bistvu vsi, ki nas direktno obkrožajo. Super. Občinski praznik, če zdaj vprašamo direktorja občinske uprave, kdaj je občinski praznik v vaši občini? Občinski praznik pri nas traja kar 3 tedne ali pa kar cel mesec. V tem času se odvijajo predvsem vse društvene dejavnosti, društveni dogodki, potem pa zaključna prireditev pa je drugi vikend v septembru. Septembra, torej še vas čaka oziroma ste sredi priprav verjetno, ja. Že razmišljate o občinskem prazniku? Že. Kaj že lahko kaj izdamo, kaj čaka občane, kaj tudi drugi ljudje smo vabljeni verjetno na občinski praznik? Ja, vedno vsi, ne? Pri nas je, tako kot je že direktor povedal, zelo veliko prireditev. Vsako društvo skoraj pripravi nekaj iz svojega programa, društvo je okrog 50 in običajno se izvrsti tam okrog 40 do 50 prireditev različnih, ki so seveda različno razporejeni. So pa na vseh področjih, tako z področja športa, kulture, veliko je tudi razstav, pri nas imamo zelo močno tudi likovno sekcijo, to se pravi tudi slikarji so zelo močni in seveda kulturno prireditev, pa v bistvu za kulturno prireditvijo pa zaključimo, letos bo to 8. septembra, v soboto, ko imamo seveda najprej podelitev tudi priznanj, tudi plaketo vedno podelimo in potem zaključimo v šotoru, kjer pa nas vedno seveda čaka ena prijetna zabava pozno v noč. Super. Če smo zdaj tudi pri temi turizem, vi ste predsednica Turističnega društva, Ptujska Gora je tista takšna destinacija, točka, ki spada pod Majšperk in tam je tista verjetno središče turizma, ne? Kaj vse zajema? Ja, seveda, na Ptujski Gori imamo tudi največjo posebnost oziroma najbolj obiskana točka, to je Bazilika Marije Zavetnice. Največji obisk na Ptujski Gori je seveda 15. avgusta ob Marijinem prazniku. Takrat prihajajo romarji, naključni obiskovalci, oddaleč in blizu, tudi iz tujine. Seveda pa obiščajo tudi naš TIC, ki delujemo že 14. leto, tako da lahko dobijo vse informacije o turistični in gostinski ponudbi. Prav tako imamo odprto prodajalno Spominki. V prostorih pa se nahaja tudi galerija, v kateri zastavlja svoje fotografije naš priznani fotograf, domačin, gospod Stojan Kerber. Torej, turizem je potencial v občini Majšperk velik, ne, tudi na turizmu. Se strinjate? Prav gotovo, ne.
Na tem področju smo tudi že v preteklosti kar nekaj naredili tudi na področju investicij. Na sami Ptujski gori smo v bistvu zgradili ta velika parkirišča in pot miru, kar v preteklosti ni bilo. Trenutno tudi saniramo prostore TIS-a oziroma obnavljamo te prostore ravno zaradi tega, ker želimo, da se nekako v celotnih Halozah tudi povežemo in da tam seveda dobimo tudi en prostor, v katerem bo možna promocija seveda različnih izdelkov, domače obrti, to se pravi različnih vin, tudi domače hrane. In zato tudi te prostore trenutno pripravljamo, drugače pa v občini Majšperk še tudi veliko ostalih turističnih destinacij. Imamo tudi muzej volne in gobelinov, že prej sem rekla, da imamo kar nekaj galerij, 2 veliki galeriji sta tudi v tovarni umetnosti in še bi seveda lahko naštevala različne stvari, ki si jih je vredno pogledati v Majšperku. Če nadaljujemo zdaj z investicijami, z tistimi večjimi, ki bi jih lahko izpostavili, mogoče je gospod direktor občinske uprave. V preteklosti je bila prav gotovo največja investicija izgradnja kulturno-poslovnega centra z veliko dvorano, pravzaprav gledališčem za 280 sedeži. Potem so tu še druge investicije na področju gospodarske infrastrukture, v cestno infrastrukturo, gradimo kanalizacijo, to je trenutno na Sestržah. Potem gradimo večnamenski center v Narapljah. Lani smo obnovili oziroma dogradili, energetsko sanirali v Stoprcah dom krajanov in še več manjših investicij. Tudi športni center, sodobni, je verjetno med temi. Se lahko pohvalite, da tudi mladi imajo in starejši možnost za rekreacijo in pa kakšne športne dejavnosti. Ja, na tega smo že posebej ponosni. V tem našem športnem centru je res veliko dejavnosti, ki se jih lahko mladi in seveda tudi starejši poslužujejo. Zaradi tega, da imamo zdaj že 2 igrišča za nogomet, imamo seveda tenis prostor, imamo catchball, imamo tudi strelišče, imamo zelo sodoben fitness center, imamo zunaj pump park, imamo skaterski park, otroška igrišča, znotraj imamo še dvorano za skvoš, ki je tudi zelo obiskana, eno manjšo plesno dvorano. Torej, res so bogate dejavnosti, ki se jih lahko naši mladi in seveda tudi starejši poslužujejo. Pozabila sem omeniti, da še imamo tudi kegljanje na Vrvici, tam imajo svoje prostore tudi naši člani društva upokojencev Majšperk, ki seveda to dejavnost tudi zelo izkoriščajo in seveda se družijo v tem prostoru. Kako je pa potem, kdo pa upravlja torej s tem recimo športnim parkom, športnim centrom? Ja, glede na dejavnosti različne, nekaj smo dali tudi v najem, to se pravi fitness center je v privatnem najemu, dočim ostalo upravljajo naša društva, nogometaši svoje, čiščenje pa smo nekako organizirali celovito preko občine, tako da vseeno imamo nekakšen vzpostavljen red v tem objektu. Če se zdaj pomaknemo na temo, ki jo pokriva gospod Dragomir Murko, predsednik odbora za zaščito in reševanje. Kakšno je vaše delo, kako ste zadovoljni s tem delom, ocena recimo prejšnjega leta in pa dolgoletnega dela? Zdaj, v tej situaciji, kot je, vsi trije moji sogovorniki so pač povedali, da je turizem in vse ostalo. Mi pač v sistemu varstva pred naravnimi nesrečami moramo tudi poskrbeti, da so ti naši turisti pa naši občani varni. In s tem tradicija v gasilstvu je na Ptujskem že cirka 150 let, mi pa beležimo 91. Sicer smo prej v sistemu delovali kot skupna gasilska zveza v Ptuju z ustanovitvijo občin, pa smo mi potem ustanovili svojo gasilsko zvezo, pa pravzaprav tudi na lokalni ravni so se ustanovili odbori za zaščito in reševanje. In s tem posledično se potem znanje smo imeli že odprej in mi smo samo nadaljevali tisto znanje pridobljeno in začeli graditi nekaj novega. In mislim, da v teh 22 letih se kot občina Majšperk lahko z našim sistemom varstva pred naravnimi nesrečami, kar bom rekel pohvali ali pa je lahko zadovoljivo, ker imamo res v teh letih smo temeljito obnovili gasilski avtopark, temeljito smo napravili učne programe in tudi imamo zdaj v samem tem sistemu niso samo gasilci.
so radiometerji, ekipe za prvo pomoč, Rdeči križ, imamo tudi Caritas in vse te sisteme smo mi lahko ob danem trenutku, ko se nam kaj zgodi, kakšna nesreča, združimo in gremo naprej. In v teh ciklusih, bom rekel, še par dni pa bo 10 let, kar smo imeli največjo neurje pri nas, s tem, da imamo vsako leto paradno disciplino, bom jaz rekel, to je pač moje mnenje in vsekakor drži, da če ni naša Dravinja 10-krat letno poplavi, potem ni leto celovito. In v tem ciklusu pač nekako pravimo z vsemi člani, vsemi deležniki nekako skrbeti, da so občani in ti turisti ali pa ta tranzit kolikor toliko varni. Ja. Kako vi kot županja gledate potem na to področje? Je to tudi pomembno, področje v občini, da se občani čutijo tudi varne in pa da imajo na voljo neko pomoč? Prav gotovo, gledajte, ni danes gost z nami brez namena, gospod Murko. Mi smo, lahko rečem, na to področje in na delovanje te inštitucije, bi jaz rekla skoraj Gasilske zveze, izjemno ponosni. Resnično so v preteklosti naredili velike premike, predvsem na področju izobraževanja. Premalo je, če občina zagotovi samo sredstva in odzadaj ni ljudi, ki bi bili pripravljeni se tudi izobraziti. In seveda, če imajo tudi dovolj znanja, je tudi njihovo delo bolj varno. Moram reči, da tudi na njihovo pobudo smo v preteklosti zgradili celotno mrežo v občini defibrilatorjev. Tako da imamo celo občino pokrito in imamo tudi veliko prvih posredovalcev. Mislim, da okrog 70 prvih posredovalcev, ki seveda skupaj z inštitucijo zdravstvenega doma v bistvu pomagajo ljudem, kadar seveda se zgodi tisto, česar se vsi bojimo. In še to morda povem, vedno je tudi zelo uspešna naša ekipa prve pomoči. Letos so zasedli celo prvo in drugo mesto na regijskem tekmovanju in gredo spet na državno, ni to prvič. Tudi učenci osnovne šole, ki delujejo v okviru krožka v Rdečem križu, so bili letos četrtič. Ja, četrtič že. In tako da vse to pa je v bistvu odraz dela naših gasilcev, ki seveda ne delujejo samo v enih ozkih krogih, se povezujejo z okoljem, predvsem pa seveda spodbujajo k temu tudi mlade. In če kdo, potem so gasilci na tem področju uspešni in sposobni vključiti seveda mlade. Gospod Dragomir Murko je seveda na tem področju, lahko rečem, celo življenje v bistvu vključen in resnično je zelo uspešno vodil našo gasilsko zvezo in seveda tudi zdaj uspešno deluje naprej. Prav je, da se to znanje prenaša. Ker mi za svoje znanega mi praktično tak imamo. In hočemo mi, bom rekel, za navadni piknik je nekje, pokazati, kako dela AED in to. In ta mreža, bom rekel, otrok, dedek, babica, to je ta presledek, ker vemo, da starši imajo včasih čas, nimajo. Ampak tu nekje gremo, ciljna skupina, kot je županja rekla, osnovna šola. Večina, bom rekel, ne me narobe razumeti, starši imajo svoje zaposlitve in levo desne in dedek in babica se posvečata vnuku. In od vnuka pride potem nadgradnja naprej. In to znanje se širi, potem doma slišijo, oni so bili zrani in to je to. In res imamo tako, ki je rekla, prve posredovalce. Mi smo imeli, bom rekel, hvala Bogi, ideji in vsemu temu, mi smo imeli, bom rekel, skoraj edina občina, ki jih jaz poznam, pa se poklicno ukvarjam s tem, da smo imeli tečaj za bolničarje, pa smo imeli kandidatov 54. In smo skupaj našli sredstva in so napravili. In to potem vsako leto gre recimo še 5, 6 in mi imamo res kot gasilci, ki se izobražujejo po svojih temeljnih programih in mi še kot bolničari zraven in te zadeve grejo nekako sistemsko se nam pokriva. In res jaz sem kot sam sebe gledam zelo sem ponosen, da lahko ti moji, ki so zraven mene, da smo to idejo spravili v življenje. Super, hvala lepa. To je res zelo pomembno, da so tudi mladi potem izpostavljeni in prejemajo znanja. Bomo govorili o tem, kako je vaša občina prijazna tudi mladim, kako starejšim, v nadaljevanju oddaje, še prej pa si privoščimo oglase.
Drage gledalke in gledalci, torej v oddaji Na glas predstavljamo občino Majšperk in govorimo o tem, da je občina Majšperk precej prijazna mladim, da delate na tem, kako bi mladi imeli nekaj od tega, da se prenašajo znanja. Kako lahko ocenite to? So mladi potem tudi dajejo povratno informacijo, odziv v občini? Je občina torej prijazna mladim? Ja, mi upamo, da smo prijazni, ne? Čeprav pri mladih je včasih problem, ne? Ker vseeno so zavezani študijo in seveda tudi je obdobje, ko v bistvu odhajajo iz samega kraja. Vsekakor pa seveda vsa infrastruktura in vse ostalo, predvsem športne dejavnosti, gradimo za to, da seveda imajo mladi posamezne aktivnosti. Vemo, da aktivni mladi, ne, seveda so tisti, ki ne zapadajo stvarem, za katere pač ne želimo, da so vključeni. In v prihodnosti bomo verjetno tudi kandidirali za ta naziv Mladim prijazna občina, zato vsako leto tudi imamo določen sklad, kjer razpišemo tudi posamezne štipendije oziroma jih podelimo za posebne dosežke za seveda mlade, ki študirajo stvari, ki so povezane z občino ali pa študirajo v tujini. Vsekakor pa si želimo, da bi bili, tako kot so naši gasilci uspešni pri vključevanju mladih v svoje vrste, uspešni tudi še na ostalih področjih. Na področju kulture imamo kar nekaj mladih, ki so vključeni, seveda pa nikoli niso vsi vključeni in vedno si želimo jih še več. Če še vprašamo direktorja občinske uprave, kateri je pa zdaj tisti najbolj vroč projekt, na katerem delujete vi? Trenutno je v izgradnji ta kanalizacija v Sestržah, to je v izvajanju, in pa večnamenski objekt v Narapljah, ki bo namenjen društvenim dejavnostim. Kakšna pa je situacija, stanje kanalizacija v občini? Kaj ste v preteklosti sedaj naredili? Kaj še je v planu? Po državni uredbi imamo kar nekaj območij aglomeracij, kjer je obvezna izgradnja javne kanalizacije. To pomeni, da je potrebno da mora občina prevzeti izgradnjo in se potem vključiti v skupno čistilno napravo. Po novi uredbi naj bi imeli še nekaj območij, ki niso urejena, ki pa jih bomo v prihodnosti pač mogli še urediti. Dobro, lahko dodate, če... Ja, vsako leto imamo tudi razpisana sredstva za izgradnjo individualnih čistilnih naprav. Občina Majšperk je po površini kar velika, 72,8 kvadratnega kilometra. Zdaj ima kar veliko področje tudi Haloz in v tem področju nikoli ne bomo gradili skupnih čistilnih naprav, zato že kar nekaj let imamo na razpolago za individualne čistilne naprave tudi poseben razpis, kjer sofinanciramo te zadeve. Tako kot je naš direktor že dejal, še imamo 3 takšna področja, kjer bomo morali zgraditi, drugače pa imamo center Majšperka, Brega, Lešja in zdaj še urejamo Sestrže, dejansko z čistilnimi napravami je že pokrita. Dejstvo pa je, da glede na razpršenost, nobena čistilna naprava ne dosega 2000 populacijskih enot, kjer bi lahko bili v preteklosti izkoristili ta 85% sofinancerski delež, tako da v bistvu nas zaenkrat prepušča država kar samim, da financiramo nekako iz lastnih virov, kar je pa seveda zelo težko. Jaz upam, da sedaj, ko bodo večji sistemi zgrajeni, da bomo seveda tudi mi, ki imamo teh manjših sistemov, kar veliko za zgraditi, ki so še dražji, ker so bolj razpršeni, deležni kakšnih dodatnih sredstev. Na to ves čas opozarjamo tudi Ministrstvo za okolje in upam, da bomo tudi te občine, ki imamo pa tovrstne probleme, slišane. Pomembno področje je tudi cestna infrastruktura, ne? Na tem področju ste v Majšperku kar precej dejavni in pa tudi uspešni, ne? Ja, tudi letos imamo kar precej investicij na področju cestne infrastrukture. Občina sama ima okrog 160 km cest občinskih, kar pomeni, da je seveda to velik zalogaj za tako majhno lokalno skupnost. Res je, vsako leto poskušamo kar nekaj odsekov, okrog 6-7 km urediti. In zdaj nam manjka še približno 20 km, da bomo nekako pokrili celotno občino te najnujnejše zadeve. To pomeni, da seveda se približujemo nekemu cilju, seveda pa so potrebe vedno večje in seveda obnove nas že spet čakajo in tako da to je nekako stalna naloga, ki čaka vse občine, ne samo nas. Kako pa je s temi projekti varne šolske poti, potem kolesarske poti?
Ja, zdaj ravno kolesarske poti, ko ste omenili, smo se skupaj z občinami Ptuj, Kidričevo, Hajdina, Majšperk na eno stran in potem ostali kraki še proti Juršincem in Markovcem združili v bistvu v dogovor za razvoj regije, smo se vključili s temi kolesarskimi stezami, dobili smo projekt nekako načelno odobren, potrebno bo zdaj izdelati projektne dokumentacije in potem še samo prijavo na sredstva in upamo, da bomo uspešni. Torej kolesarske poti. Kolesarske poti, ja. Gre za dnevne migracije zaposlenih. Ja, kar se pa šolskih poti tiče, ne? Pa v bistvu imamo srečo, da šola v Majšperku je v bistvu na lokaciji, imamo tudi novo šolo zgrajeno in mimo te šole ne poteka nobena javna cesta ali karkoli, tako da v bistvu je na kraku, kjer so otroci dokaj v varnem okolju. V samem centru Majšperka in Brega imamo tudi urejene pločnike in pa tudi v smeri Lešja. Imamo pa še 2 podružnični šoli, to je na Ptujski gori in v Stoprcah. V Stoprcah ravno v tem času se dogovarjamo z ministrstvom in bomo na nek način smo prišli že v prioriteto, da bi se naj v naslednjem letu pričel graditi pločnik. To se pravi, bi tudi tam zagotovili nekako varno pot. Na Ptujski gori pa je šola tudi na lokaciji, kjer mimo po cesti poteka pločnik in seveda pa so nepogrešljivi ob prvih dnevih tudi naši upokojenci oziroma društvo upokojenci, ki vedno nekako pomagajo in varujejo skupaj tudi z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. In pa seveda tudi naši gasilci so vedno na razpolago, če je potrebno. Gasilci ste zelo aktivni tudi, verjetno. Imate kako dolgo tradicijo že imate v Majšperku? Mi imamo PGD Majšperk, ki je najstarejše društvo in je osrednje društvo v lokalni skupnosti, v občini. In imamo pa še 4 društva, Medvedce, Majšperk, Breg, Stoperce in Ptujska gora. S tem, da pač je to že od prej generacijsko tako vzeto pa tako ostalo. V glavnem, naši uspehi so že v tem, da smo naše članice iz PGD Majšperk so bile pred 2014 na olimpijadi, so bile druge. Častno druge bi lahko bile prve, ker je čisto malo zmanjkalo, ampak imeli smo kot Slovenija prvo in drugo mesto. Potem, kar si pa še najbolj štejem, recimo v zadnjem času, v zadnjih 5 letih, smo zelo napravili premik pri vzgoju gasilske mladine. In se nam dogaja tako, tam so 2 panogi, kviz gasilske mladine in gasilska orientacija. In vsako leto redno se nam zdaj dogaja, da vse ekipe, bilo iz katerega društva pač nekdo pride, gremo iz občinskega, regijskega in na državnega. Tako imamo že letos 3. Pionirskega gasilskega prvaka v kvizu. To je samo znanje. Tu so spretnosti ročne in večine, ampak večina je pa treba se vklopiti in se naučiti. In tu res je, bom rekel, da naša občinska tekmovanja smo se nekako še z 3 zvezami imamo skupaj napravimo in tam je cirka 130 ekip, 4 zvezd. Je že eno tako regijsko tekmovanje ali pa državno. In se ta znanja grejo, se prepletajo. Zelo vredno. Prej, ko smo se pogovarjali, kako občina Majšperk, moram povedati, da v našem kraju, ko je krajevna skupnost bila Majšperk, pa recimo še malo Ptujske gore, smo leta 1992 imeli svoj kabelski sistem in smo približali našim občanom, ker Haloze so Haloze, ne? In preko sem ti neki signal dobil iz Pohorja, z Boča, je bilo vprašanje, ne? In smo res do leta 2003 smo lahko to, potem pa šlo naprej, ker se je pač tehnologija, zakonodaja menjavala, ne? In tako da tu so te spodbude našim otrokom, ne? In srečo imamo to z občinskim svetom pa z županjo, da smo res ta ciklus Majšperka napravili, bom rekel, ločen, ampak je v centru, da so otroci, mladina lahko na enem prostoru in so varni. Res, to, ko vidite vsak dan, je živeš na športnem placu tam in res. In mi še je to, kak je županja rekla, res, da jih mi probamo vključiti čim več v naše vrste, ne? Ampak fajn pa je, da se otroci tudi igrajo z nogomet, košarko, rokomet.
Tada vse te večine, ki so tudi pridno potem izkoristimo eni in drugi. Kako je pa potem še z drugimi društvi? Verjetno imate kar aktivno pestro število. Mislim, da sem že rekla, da jih je okrog 50, to se pravi vseh področji. Eno izmed zelo pomembnih področji je tudi kultura. Zato smo tudi v bistvu izvedli to investicijo kulturno-poslovnega centra, zgradili zelo sodobno dvorano, kajti imamo kar 5 kulturnih društev, ki se zelo resno ukvarjajo s kulturo. Imamo tudi gledališke skupine, ki seveda prirejajo različne igre, seveda v različnih obdobjih različno. Smo imeli že tudi seveda nagrajence na tudi državnem in pa tudi mednarodnem nivoju na tem področju. In seveda tudi tam so potrebni mladi. Drugače pa je potrebno omeniti, morda še imamo zelo aktivne športna društva, tudi nogomet, košarkaško šolo delamo. Potem tudi v občini Majšperk se glasbeno lahko otroci izobražujejo. Art Nova je v bistvu glasbena šola, ki deluje, otroci se lahko vključujejo oziroma učijo različnih inštrumentov in občina to v bistvu sofinancira v višini 50%, ravno zato, da jim nekako približamo, da seveda se lahko tudi glasbeno usposabljajo. Drugače pa imamo seveda še zelo močne tudi čebelarje, društva upokojencev, društva invalidov, potem imamo lovske družine, ribiške družine, da ne bomo koga spustili, vinogradniške. Ja, v glavnem ni v bistvu področje, ker mi nimamo društva. In društva žena seveda, da jih ne pozabimo v vseh 3 krajevnih skupnostih. V glavnem pestro je pri nas. Torej, ta haloška tradicija vseeno pri vas živi, s pomočjo kmečkih žena, društva žena, vinogradnikov. Če se mogoče zdaj kar dotaknemo kmetijstva, vseeno so to ta področja, kjer kmetijstvo živi, s čim se najbolj ljudje ukvarjajo pri vas? Ja, najbolj živinorejo v bistvu. Sicer moramo malo ločiti. Imamo ravninske kmete, ker so v bistvu veliki, in imamo na srečo še nekaj teh manjših, ki seveda obdelujejo tudi malce bolj hribovita področja. Zdaj, predvsem si želimo, da se haloze ne bi preveč zaraščale. To se na nekaterih področjih že kar pojavlja. Problem tukaj pa je tudi malce zakonodaja. Mi smo v preteklosti zelo gradili vso infrastrukturo, tudi po vseh hribih smo naredili ceste, vodovod in vse ostalo. Danes pa v bistvu ni dovoljena razpršena gradnja, in to je kar en velik problem. In seveda, če dalje manj ljudi, ki se je pripravljeno ukvarjati s tem hribovsko pridelavo, obdelovati tudi vinograde, kar je včasih nekako bilo pri nas pravilo, da vsak še ima nek vinograd. Na srečo jih je še kar nekaj, ampak se kar nekaj stvari tudi opušča in tukaj nas kar malce skrbi, kaj bo v prihodnosti. Mi pa se trudimo za gradnjo infrastrukture in vsega ostalega, da seveda ljudje lahko ostajajo in da imajo približno enake pogoje kot mi na ravnini. Prijetna debata o Majšperku se je razvila. Bomo nadaljevali še v 3. delu oddaje, ampak sedaj malo pavze. Spoštovane gledalke in gledalci, v občini Majšperk smo pravzaprav tako virtualno, želimo doživeti. Turistična ponudba je zelo široka in veliko bi lahko govorili. Kaj bi še lahko izpostavili? Tudi jezero, na Sestrško jezero, kako je s tem? Ja, nedaleč stran od Ptujske Gore v občini Majšperk se nahaja Sestrško jezero, v bistvu zadrževalnik vode oziroma kot neka lokacija opazovanja ptic. Zdaj, v zadnje čase mogoče že bilo tudi kaj govora v medijih o tem jezeru, drugače pa je prijetna lokacija za kakšne slikarske kolonije. Naš domačin, gospod Branko Gajš, slikar, tudi organizira slikarske kolonije, tako da nastajajo lepe posnetke, lepe slike na sami lokaciji. Drugače pa turistična ponudba v sami občini je kar raznolika. Lahko se v bistvu kot neke kulturne in naravne dediščine. Nedaleč stran od trga Ptujske Gore se nahaja tudi Starotrška hiša, kjer je urejen muzej starih predmetov in pa pohištva izpred 100 let in več. Prav tako je urejena krušna peč, tako da v posebnih priložnostih zadiši tudi po peki kruha od cvirkovke in pa haloške gibanice, ki je značilna za naše kraje.
Drugače pa seveda se vsaj 2-krat letno zbere, oziroma ob hiši je urejen tudi zeliščni vrt, nad njim pa potomka stare trte z mariborskega Lenta. Tako da se vsaj 2-krat letno zberemo ob tej trte, najprej v spomladanskem času, ko z našimi vinogradniki in z društvom Žena Tisa ter seveda vsemi domačini, ki se udeležijo tega dogodka, opravimo ta rez. Potem pa v jesenskem času, v času martinovanja oziroma še prej, ko sledi trgatev, tako da nestrpno pričakujemo, kakšna je letina te trte. To je tudi potrebna nega, vinske trte, še posebej potomke. Ja. Kdo to pri vas, ker bi verjetno kakšno vinogradniško društvo? Ja, skrbnik vinske trte je tudi vinogradnik, gospod Rado Rodošek, ki je tudi lastnik domačega oziroma svojega vinograda na Janškem vrhu. Tako da trta lepo uspeva. Vi ste verjetno seveda zelo ponosni na vse te dejavnosti, društvene in tudi turistično ponudbo, pa verjetno ne zmanjka idej tudi, kaj vse bi še lahko v občini uredili. Ja, prav gotovo. Kot je bilo že povedano, pri nas deluje toliko različnih društev, zato je tudi dejavnosti tako veliko. In vsak mesec izdamo tudi mesečnik, na katerem napišemo, kaj vse se v določenem mesecu dogajalo. In moram s ponosom reči, da je teh prireditev vsak mesec veliko, vsaj 10, če ne 12, in še več. In to pomeni seveda neko gibanje v občini. Prav gotovo pa imamo še kar nekaj načrtov za prihodnost, Predvsem morda še danes nismo omenili naše industrijske cone, kjer je bilo nekaj časa kar mrtvilo. Končno nam je uspelo, da se tudi tam stvari so se začele premikati. Mi smo tudi prijavili en evropski projekt in bomo širili industrijsko cono in seveda tudi imamo že vlagatelja in tako da upamo, da bo tudi na tem mestu zaživelo. Tam pa se predvsem želimo nekako združiti kulturo z industrijo, Zato bomo v prihodnosti tam še širili muzejsko dejavnost v okviru tega podjetja, bivšega podjetja, seveda delujejo že 2 galerije, ena večja in ena manjša, eno upravlja naš akademski slikar Dušan Fišer, drugo pa naše društvo, v bistvu društvo Ustvarjalec v okviru njihove likovne sekcije, ki jo vodi Gregor Samastur trenutno. In seveda vsak mesec imamo vsaj 2 likovni razstavi. In tam želimo, tudi občina načrtuje v prihodnosti odkup dela teh zgradb in seveda tam širiti muzejsko dejavnost in pa seveda tudi kulturno, tako da v bistvu tudi ta del nekako dobi pomen. Sicer pa sodelujemo vsako leto tudi v okviru foruma Vive Makule, tako bomo letos dobili že 5. skulpturo. Vsaka skulptura ima svoj pomen. Lani smo v Stoprcah recimo postavili stope z gospodom Francijem Černelčem, ki seveda pomeni izvor imena Stoprce. Stope in Stoprce v bistvu je povezano. Stope. Tako imamo na bregu hamre, v bistvu kovače, ker v bistvu ime brega, rečemo da so omre ali hamre in to izhaja iz tega, ker se je v bistvu nekoč proizvodnja žebljev, kovanje žebljev za hamri, za kladivi. Mi pač rečemo hamri. In v športnem parku imamo Zdrav duh v zdravem telesu, na krožišču imamo še Haložanko, ki je nekako simbol težkega dela in življenja v Halozah. In na Ptujski gori imamo še Slepo deklico, ki pa izvira iz ene druge zgodbe. Slepa deklica pa je povezana z legendo o nastanku Ptujske gore. Ja. Gre za vurberške grofe, ki so imeli slepo hčerko, ki je seveda videla lučko na Ptujski gori in zato so v čast temu dogodku vurberški grofe postavili Ptujsko-gorsko cerkev. In ta Ptujsko-gorska slepa deklica, ki stoji na krožišču, je v bistvu simbol tega. Marsikdo se že je peljal tam skozi, pa... Prav gotovo. Imamo pa še eno tako zanimivo tradicijo v naši občini Majšperk, to je zasluga direktora in bivšega direktora. Nimamo klasičnega martinovanja, ampak imamo martinovanje z baloni, balonarski praznik, kar je prav všečno in res, bom rekel, vsako 5. leto imamo lepo vreme, da je možno, ampak glavno je tisti teden kar zanimivo. Tudi že imeti, da smo letošnjo leto, je 18. leto, ki imamo pustovanje. Vemo, da Haloze ni nekaj specifičnega v tem, da bi bili vzgojeni v te pustne like, ampak nekako z osnovno šolo, z vsemi društvi, probamo to nekako spraviti na neki tir, da je to nekam všečno. Včasih jaz pravim takole,
leto ima res 52 tednov, ampak včasih bi bilo fajn, če bi bilo 55, pa tudi, da bi še bil 8. dan, ne, v tednu, ne. Ja. Ker toliko mi imamo nekih aktivnosti, ko je županja rekla, se napiše, kaj se bo nekaj delalo in pogledaš, vse polno, ne. Vsi petek, sobota, nedelja, med tednom že in tako, da bom rekel, vsi posamezniki ali pa društva je neko gibanje v našem Majšperku. Res za tem, ko se je pridobil poslovni prostor, ta kulturna dvorana, je res, mislim, da se to vse okolje obrne. Vse na pozitivno. Ste pa prej omenili tudi, da dobro skoristite to divjino oziroma divjo dravinjo, ne? Če ste pošalili oziroma pravzaprav zares mislili. Ne? Ja, imamo še kar nekaj idej. Ne? Mi bomo zdaj nekako računamo na to, da se bo začela izvajati tudi investicija državna izgradnje visokovodnih nasipov, ki so v bistvu nekako zaščita za naselje. Ne? In potem je bila ideja seveda gospoda Murka, da to bodo nekako še zadržali in poskušali še kaj. Res pa je, da pri nas deluje tudi kajakaši, ne? V okviru športnega društva na Bregu in seveda tako da tudi vodne aktivnosti nekako funkcionirajo pri nas. Ne? In tako kot Cesteško jezero, tako Dravinja, v bistvu vse to pač predstavlja neke priložnosti, ki jih bo v prihodnosti mogoče izkoristiti. Ne? Če bo volja, denar in seveda dovolj ljudi, ki bodo pripravljeni sodelovati v tej zgodbi. Vse nič ni nekaj, da bom rekel, treba iti malo v svet, nekaj videti in tisto počrpati, ne? Pa spraviti v ta prostor. Ne? Ker idej, mislim, možnosti je še pa še. Nekaj, da se. Hvala lepa za to prijetno, zanimivo predstavitev vaše občine. Žal bomo morali zaključiti, nas čas že preganja. Zahvaljujem se vam, da ste to predstavili in pa vabim ob enem tudi gledalke in gledalce, da obiščajo vašo občino ob kakšnem dogodku ali tudi mimogrede čez kakšen vikend. To je pa tudi oddaja za letos zadnja v tej sezoni in zato se tudi gledalkam in gledalcem zahvaljujem za pozornost in vas vabim, da boste z nami tudi naslednjo sezono. Hvala za pozornost in lahko noč.